Po uspešno končanem remontu in vklopu v slovensko elektroenergetsko omrežje je Nuklearna elektrarna Krško v noči s petka na soboto s 1. na 2. november prišla na polno moč. Letošnji redni remont se je v Nuklearni elektrarni Krško začel 1. oktobra, v tem času pa so opravili menjavo jedrskega goriva, preventivna vzdrževalna dela in opravili 10 večjih naložb s področja tehnološke nadgradnje. V Sevnici so pričeli s praznovanjem občinskega praznika, v sklopu katerega bodo skozi mesec potekali številni dogodki in prireditve v organizaciji občine, krajevnih skupnosti, podjetij in ustanov, društev in posameznikov. Sevniški župan obdobje od lanskega do letošnjega praznika ocenjuje kot uspešno, saj so uspeli realizirati večino zastavljenih projektov. In po čem si bodo zapomnili letošnje leto? Zagotovo po številnem dogajanju, ki se je vršilo na področju financiranja občin. To je izredno zaznamovalo vse slovenske občine. Vse ta dinamika spremembe pri plačni politiki, povprečnina, ki ni sledila povečanju stroškov na občinah. To je nekako značilnost tega leta. Znotraj občine in dogajanje znotraj občine, mogoče to, da je to prvo leto mandata po lokalnih volitvah, na investicijskem delu pa zagotovo po prenovi sevniškega bazena, ki je po 33 letih prenovljen oziroma v zaključni fazi prenove. V petek 25. oktobra so v krajevni skupnosti Šentjanž obeležili svoj krajevni praznik. Zbrane v kulturni dvorani Šentjanž je nagovoril predsednik sveta krajevne skupnosti Šentjanž Boštjan Repovž, ki je v svojem nagovoru zbranim opisal način dosedanjega dela sveta krajevne skupnosti Šentjanž in načrte za prihodnje ureditve. Priznanje krajevne skupnosti je za prepoznano družbeno delovanje v kraju v letošnjem letu prejelo Društvo prijateljev mladine Šentjanž, ki v letošnjem letu praznuje tudi 40. obletnico delovanja. Center za podjetništvo in turizem Krško je kot nosilec in koordinator posavskega produkta Okusi Posavja postavil platformo za uspešno sodelovanje in povezovanje posavskih ponudnikov. Ti so z letošnjim tednom Okusov Posavja naredili prve korake v smeri razvoja gastronomske znamke, ki bo združila najboljše kuharje, vinarje, pivovarje in pridelovalce v regiji. Pričeli so tudi z izvajanjem skupnih promocijskih aktivnosti, ki bodo krepile omenjeno znamko skozi celo leto. Oktobra so se tako Okusi Posavja predstavili na Dunaju. 3. oktobrska sobota v mesecu požarne varnosti je že tradicionalno namenjena srečanju posavskih in zasavskih gasilk, ki je dolga leta potekalo v obliki okrogle mize na Raki, z letom 2018 pa se je začela načrtovana vsakoletna menjava lokacij in tako je lani dogodek potekal v okviru prostovoljnega gasilskega društva Veliki Trn, letos pa je gostiteljsko vlogo prevzelo prostovoljno gasilsko društvo Gora. Na zadnjo oktobrsko soboto se je 16 plavalk in plavalcev plavalnega kluba Celulozar Krško v Ljubljani udeležilo prve letošnje tekme za razvojni pokal. Najuspešnejša je bila Ema Menoni, ki je 3-krat stopila na najvišjo stopničko, saj je bila najboljša na 50 metrov hrbtno, 100 metrov mešano in 100 metrov prstno. Druga pa je bila na 400 metrov prosto. Poleg medalj je na koncu tekmovanja dobila tudi pokal za zmago v skupnem seštevku 3 disciplin. Na oder za zmagovalke se je uvrstila tudi Sara Dobnik, ki je bila druga na 100 metrov prsno, četrta pa je bila na 100 metrov mešano.